Če si se znašel tukaj, predvidevam, da si ustvarjalec znanja, coach, mentor, svetovalec, karkoli že. Skratka, da imaš neke svoje programe, bodi si klasične ali online. Skratka, zadeva ni vezana na samo obliko oziroma modaliteto podajanja znanja. Delavnica je namenjena temu, da gremo skozi proces od oblikovanja sporočila do oblikovanja strukture, do oblikovanja vizualne podobe naše prodajne strani. Ja? Kjer je posebnost te delavnice to, da to ni neka klasična marketinška delavnica, kjer vam dam neke formule in potem pišemo po stilu, če ne kupiš v 5 minutah, bo konec sveta. Ja? Skratka, to ni moj pristop. Moj pristop je, da te peljem čez proces, kjer znaš v svojo prodajno stran izraziti sebe, dati sebe, svoje sporočilo. Ja? Tako da tudi, če imaš namen potem prodajno stran, samo obliko prodajne strani in tehnično izvedbo, namen jo narediti nekomu drugemu, še zmeraj je tista poanta, kjer pride do izraza, bom rekla, to tvoje sporočilo je, da znaš napisati to besedilo oziroma to sporočilo sam in ga primerno strukturirati. Torej v drugem koraku gremo potem, v prvem koraku bomo šli tako, jaz temu rečem, da se bomo potopili v našo ponudbo in v to, kar želimo res sporočiti. V drugem koraku gremo potem v pisanje po, bom rekla, neki strukturi, da pelje v nekem smiselnem zaporedju. Pogledamo so tudi tiste zadeve, ki so nekako pomembne in pomembne, da so na taki prodajni strani vključene. To so stvari, o katerih se morda naši udeleženci, naše potencialne stranke sprašujejo med tem, ko berejo našo prodajno stran. V tej fazi, ko bomo strukturirali in pisali našo prodajno stran, se bomo dotaknili rahlo, ne bomo šli v globino, ampak se bomo dotaknili tudi uporabe ChatGPT-ja, torej kako ga vključiti potem, ko smo že napisali stran, kako ga vključiti, da res izraža oziroma da nam pomaga oblikovati to sporočilo, kako ga lahko tudi majčkeno še potem treniramo, da je to naše sporočilo majčkeno bolj usklajeno z nami in tako naprej in tako naprej. In pa v tretjem delu se dotaknemo tehnične postavitve. Zdaj ne bomo na delavnici sami, ne bomo konkretno postavljali tehnično, vas pa peljem čez proces, kako pravzaprav razmišljati, oziroma čez princip, kako pravzaprav potem, ko imamo enkrat spisano stran, ko smo prišli do te točke, kako jo zdaj prevedemo v ta vizualno, v to smiselno vizualno podobo. Ker pa prodajna stran je samo en delček v prodajnem procesu, ko gre za spletno prodajo, si bomo pogledali tudi proces od prodajne strani do gumba, kupi do izdanega računa. Skratka, zdaj na sami delavnici bomo delali v živo, bomo delali, v bistvu bolj se bomo fokusirali na tisto pisanje, vse te zadeve. To zadevo v zvezi z od prodajne strani do nakupa oziroma do izdanega računa boste pa dobili posebej posnetek. In ko smo že pri posnetkih, Zoom oziroma e-delavnica je v živo, preko Zooma, urico pa pol smo skupaj, delamo v živo. Zdaj, kar se Zooma tiče, snemam zadeve na tak način, da se vas ne vidi in ne sliši. Tudi sam Zoom je narejen tako, da v bistvu vas vidim samo jaz, vi pa mene ne, tako da vi pa ostalih ne. Tako da v bistvu vam res zagotovim tisto zasebnost, da se lahko med samo delavnico posvetite pisanju, pripravi in tako naprej, da se znate, da imate tudi, bom rekla, prostor, zaseben prostor, da se res potopite v to zadevo. Na e-delavnici je super, če ste z nami, oziroma je super, če si z nami, zato ker lahko takoj direktno dam tudi feedback, takoj pogledamo, če kakšna stvar ni razumljiva in tako naprej, tako da lahko tudi ta feedback upoštevamo. Če pa ne moreš biti z nami v živo, pa no problem. Po e-delavnici bo na voljo posnetek in mimogrede ta posnetek bo na voljo še 3 mesece po sami e-delavnici, tako da v miru lahko potem zadevo narediš sam. Je pa potem poanta v tem, da prvih 14 dni po e-delavnici, torej 2 tedna po e-delavnici, sem na voljo v tisti naši spletni sobici, kjer se vse skupaj odvija v mojem spletnem učnem središču, sem torej 14 dni na voljo za povratno informacijo. Torej vsi, ki boste oddali svoje prodajne strani, ki jih boste napisali, oddali jih boste tako na zaseben način, mi jih boste poslali oziroma naložili v platformo čisto zasebno, tako da ne bojo drugi videli. Vsem tem vam bom dala potem eno tako skupinsko povratno informacijo, zato da res vključimo čim več stvari in da res popilimo to našo veščino
prodajanja oziroma pisanja prodajnih strani. Da odgovorim še na vprašanje, ne rabiš imeti že kakšnega programa, ne rabiš nujno programa prodajati, skratka, ne gre za to, da bi moral nujno imeti ta program, zato da to vadiš. Je pa fino, da imaš neko idejo o programu, ki ga želiš imeti. Tako da je to primerno tudi za tiste, ki še niste na trgu, ki se šele, bom rekla, tipate in iščete zadeve. Tisti, ki pa ste pravzaprav že pripravljate, če pa že pripravljaš kakšne prodajne strani, je pa to super priložnost, da mogoče pogledaš, kje imaš mogoče še priložnost, bodisi kar se procesa priprave tiče, da bo šel hitreje in lažje, ali pa bodisi kar se tiče samih sporočil in vsebine, kjer lahko še kaj dopolniš, popraviš zadevo. Evo, tako da upam, da se vidimo 18. junija bodisi na Zoomu ali pa kasneje v posnetku oziroma potem se tipkamo v spletni sobici v e-dogodek si spletnem hubu.